Pozdravljeni. Pa si pogledamo poglavje racionalna funkcija. Poglavje bo privzelo, da polinome že poznate. Racionalna funkcija je oblike f od x je p od x ulomljeno s q od x, kjer sta polinoma p od x in q od x del racionalne funkcije. P od x je vsebovan v števcu, q od x pa v imenovalcu. Zdaj pa, lastnosti funkcije, racionalne funkcije so tesno povezane s tema dvema polinomoma, namreč ulomek, in pa lastnosti polinoma v bistvu sestavljajo to racionalno funkcijo. Zdaj, lastnosti. Najprej si pogledamo ničle. Kako bomo računali ničle racionalne funkcije? Zdaj, ničle so tam, kjer je funkcija seka na grafu x os. In takrat mora biti celotna vrednost funkcije enaka nič. Zato funkcijo enačimo z nič. Zdaj pa, ker je funkcija ulomek, potem so ničle pravzaprav ničle števca. In preprosto problem ničl racionalne funkcije pretvorimo v problem ničl polinoma. Zdaj pa, da si pogledamo na primeru, vam bo mogoče malo lažje. Takole, evo ga. Recimo, če imamo eno takole funkcijo f od x je x na kvadrat minus 4 ulomljeno z x na 3 plus 5. Zdaj, tale dela, to je števec te naše funkcije. In če hočemo dobiti ničle, potem je dovolj, da enačimo samo števec za nič. In to je zdaj x na kvadrat minus 4 je nič. In tako dobimo eno polinomsko enačbo. S postopki za razstavljanje polinomom to razcepimo, to bo zdaj razlika kvadratov, x minus 2, x plus 2 je nič. Prva ničla x1 je 2 in druga ničla je x2 je minus 2, druga rešitev te enačbe. Zdaj pa, pomembno je tudi, kolikratna ničla je to, se pravi, kolikokrat se pojavi. In ker je tukaj en oklepaj iste vrste, potem je to enkratna oziroma enostavna ničla. Rečemo, da je stopnje 1 oziroma lihe stopnje. Lihe stopnje bi bila, če bi bila stopnje 1, 3, 5, pa tako naprej, kar so liha števila. Če pa so sode števila, recimo 2, 4, 6, potem bi bila pa sode stopnje. In isto stopnjo lahko določimo v drugi ničli. Pojavi se enkrat, se pravi, to je enkratna ničla in zato je to liha ničla. Da nam bo lažje, bomo liho označili z L, S bo pa sodo. Tako. Druga lastnost so poli. Kot veste, če imamo ulomek 5 ulomljeno z nič, potem ta v imenovalcu ni definiran. In takrat mi ne vemo, kaj se bo zgodilo z funkcijo. Ponavadi gre funkcija v plus neskončno ali pa minus neskončno, ali pa nekje tako, nekje tako. In zato moramo določiti pole funkcije. Se pravi, naša funkcija v poljih ne bo definirana in to se bo zgodilo takrat, ko bo q od x enako nič. Se pravi, če bi recimo imeli f od x je x minus 3 ulomljeno z x plus 4, pa dajmo tole na kvadrat, potem bi pole določiti tako, da bi tale števec enačili z nič, se pravi x plus 4 na kvadrat bi enačili z nič in ker je tole že razcepljena oblika, lahko kar preberemo, kaj je pol, zelo podobno kot ničle, pol je minus 4 in ker je tukaj dvojka, pomeni, da se pol pojavi dvakrat in je pol sode stopnje. Pa še asimptota. Asimptota je pa črta, ki nam pomaga določiti obnašanje grafa v neskončnosti. In sicer če imamo funkcijo f od x
je x na kvadrat minus 3 ulomljeno z x na kvadrat plus 4. Potem, če dobro spremljamo, sta glavne stopnje polinomov x na kvadrat pa x na kvadrat. In nekako se nam zdi, da sta zelo enake, a ne? Recimo drugače bi pa bilo, če bi bilo x ulomljeno z x na 3. Takrat pa vemo, da bo ta veliko večja, ta pa veliko manjša. In zato se v bistvu naredimo to, da delimo števec z imenovalcem za asimptoto. Naprimer, če imamo f od x je x na kvadrat minus 1 ulomljeno z x na kvadrat minus 4. Potem preprosto delimo x na kvadrat minus 1 deljeno z x na kvadrat minus 4. In tu delimo prvega s prvim. Poglejte, in x na kvadrat deljeno z x na kvadrat je 1. In ko dobimo tu število, lahko je 1, lahko je nič, lahko je karkoli drugo, potem je to rezultat našega deljenja. Kasneje bi še dobili nek ostanek, ampak za nas je pomemben rezultat deljenja in rečemo y je enako 1 in to bo naša vodoravna asimptota. Se pravi, za asimptoto delimo števec za imenovalcem in rezultat deljenja je potem naša asimptota. Tako, zdaj smo pa pripravljeni, da narišemo graf.